Ej, a veš, da lahko ti v tujem jeziku funkcioniraš že, če poznaš 625 besed? Ja, dejansko. Moje ime je Matej Sedmak, ustanovitelj jezikovne šole Language Magic Adventures in LMA je metode, ki je že več kot 4000 ljudi pripeljala do preboja v govorjenju tujih jezikov in to pogosto že v prvih 28 dneh. In danes bi ti rad predstavil enega izmed 21 pristopov in tehnik, ki jih vključuje naša LMA metoda. Gre za pristop iz področja imenovanega vocabulary science oziroma znanost besedišča. Zdaj pa ti razložim, zakaj gre in zakaj je zadeva tako noro učinkovita. Glej, en moj kolega, Gabriel Weiner, ki je en od poliglotov, od katerega sem se učil, je študiral besedišče in predvsem delal na področju NGSL oziroma New General Service List, ki so odkrili, da je v bistvu 2890 besed, mislim, da nekaj tako, 2890 približno, tistih besed, ki vključujejo med 89 do 94% celotnega angleškega besedišča. In od teh besed je 700 v bistvu tistih, ki imajo ta isti razmak, se pravi nekaj okrog 90% vsega govornega besedišča. Potem je pa iz tega vzel ven vse besede, ki se jih lahko tako naučiš, da jih vidiš, doživiš in povežeš z neko sliko. In takih besed je samo 625. Se pravi, če ti teh 625 besed poznaš, boš lahko praktično komuniciral in pa tudi razumel nekje 80% vsega, kar bi ti rad komuniciral v tem jeziku. Ti dam za primer, recimo, ne? Če je tu angleščina in če bi ti znal samo 625 besed, brez slovnice, brez česarkoli, bi rekel nekaj takega. Yesterday, I go store. I hungry. I take salami. I no money. Shopkeeper, look. I run. Run, 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 run. Police, catch. I prison. A razumeš? Razumeš zgodbo, ja? Veš, to je zgodba, ki vključuje vse besede, ki sem tukaj uporabljal, jih je tak 625 besed, ki so tiste najbolj ključne besede. Zdaj, mi imamo pri LMA-ju tudi seznam teh 625 besed, ki ti jih lahko tudi vključimo noter v sam program in v sam proces in se jih lahko tudi pogledaš, pač če jih vse poznaš in se tudi v novem jeziku na tak način pač naučiš novih, nekako tiste osnove zelo, zelo, zelo hitro. V LMA metodi ti lahko tudi damo eno od vsebin, ki je knjiga, kjer se ti v bistvu učiš, na kakšen način teh 625 besed tudi najbolj učinkovito obdelati in kako se jih najhitreje naučiš. In potem, kako jih tudi vklopiš v preostanek metode in dejansko dobiš potem ven tisti maksimum, ne? Ampak dobro je samo tega se zavedati, da vsaka beseda bo nekako vate vstopila skozi nekaj pomenljivega, nek pomenljiv stavek, nekaj takega, kar tebi dosti pomeni. In potem, ko ti v bistvu spoznaš najprej te besede in jih lahko razumeš, ker vedno je govorjenje kasneje kot razumevanje. Se pravi, vedno najprej razumevanje in potem je šele govorjenje. Se pravi tudi, da ti lahko sproščeno in tekoče govoriš, recimo, v španščini, da lahko ti rečeš mira, voy a decirte algo en español porque no sé si lo entiendes o no, pero para mí esa lengua es muy increíble y me gusta mucho. Recimo, da nekaj takega ti govoriš v španščini, moraš ti vse te besede in nekako fraze najprej razumeti. In ko ti jih še preden jih razumeš, jih moraš samo toliko slišati, da jih lahko recimo med njimi razlikuješ, kaj je bilo v bistvu rečeno ti, ne? Se pravi, razlikovanje in slišanje nečesa je tisto pred razumevanjem in razumevanje nečesa je tisto pred nekim takim počasnim govorjenjem in počasno govorjenje pred tekočim govorjenjem, ne? In tu so v bistvu tisti nivoji razumevanja, po kateri greš, kadar se učiš novih besed.
In nekako čez te nivoje moraš tudi priti pri teh 625 besedah in lahko so tudi vključeni v razne zgodbe ali v karkoli že in mi imamo v bistvu skozi našo metodo lahko vidimo, katere od besed so bliže vključene v tisto, kar si ti bral in katere ne, tako da lahko pol ti sam vidiš po teh besedah nekako v naši aplikaciji, koliko besed ti še manjka do tega, da to osvojiš. In sicer jaz sem opazoval v svoji pač karieri opazovanja poliglotov, sem opazoval Gabriela Weinera, ki se je učil japonščine. In kako se je on lotil japonščine, tako da je naredil te sezname, teh 625 besed v nekem virtualnem prostoru in potem se je pogovarjal z naravnim govorcem in potem je šel čez tista prijateljska vprašanja, ki jih imamo tudi mi in je v glavnem vsak dan preživljal ta čas v tem virtualnem svetu skupaj s to osebo in je v bistvu doživljal jezik in na tak način tudi potem te besede. In ko sem opazoval nekako, kako to izgleda, sem tudi na podlagi tega potem gradil to našo novo metodo, ko sem gledal recimo, kako se naši jezikovni sopotniki potem lahko s tabo pogovarjajo in lahko tudi prineseš recimo tehle 625 besed v recimo naša srečanja, lahko jih damo na tvojo željo in potem jih lahko tudi skozi pogovore recimo sam preveriš, če jih vse globoko razumeš in da v bistvu gradiš ti svojo zgodbo na podlagi, ki vključuje potem tudi vse te besede, ne? To je recimo predvsem za začetnike, večina tistih, ko prijete v našo šolo in že govorite jezik do nekih, 40, 50, 60%, to ni potrebno, tisti pa, ko prijete kot začetniki, je pa to lahko ena metoda, ki vam zelo pospeši vaše učenje. In če želiš LMA metodo izkusiti na lastni koži, potem lahko to storiš brezplačno, saj trenutno ponujemo brezplačen trening ure. Tam ti z ekipo razkrijemo, kako naša metoda deluje, zakaj je tako učinkovita, ti pa se lahko prepričaš, ali je to nekaj, kar bi lahko tudi tebi pomagalo do hitrega osvajanja tujega jezika. Tako da klikni na gumb nekje okrog tega videa in rezerviraj svoje mesto, dokler so še na voljo. In ker so urniki naše ekipe že tako nabito polni z obstoječimi tečajniki, iskreno namreč ne vemo, kako dolgo bojo te trening ure še brezplačne. Splača se ti prijaviti čim prej. Se vidimo.